Lepo pozdravljeni, z vami sem Suzana in tudi danes bomo skupaj raziskovali žalsko občino. No, do danes sem spoznala pestro ponudbo športnih aktivnosti, poskusila odlične kulinarične dobrote, predvsem pa vsak dan ugotavljam, kako so ti kraji povezani s hmeljarstvom. No, ključ me je včeraj napotil v jamo Pekel, tako da že komaj čakam. Živjo! Zdravo! Povejte mi, kje se mi bo zdaj razkril ta hudič, ki me je prej kar malo prestrašil, ko sem dobila namig? Ja, naš hudič se pa tule nahaja nad našo jamo. Tule imamo dve luknji in ti dve luknji bi naj predstavljali dva rogova. Potem imamo pa tule levo roko, ja, tule je desna, potem imamo še trup in potem tudi še dve nogi. Ja, zdaj bi vas pa tudi jaz kar povabil v našo jamo, pa več v naši jami povedal. No, tule pa se mi zdaj nahajamo v največjem delu jame. Tale veliki del jame mi imenujemo mokri del jame, zato ker tule vidimo, da teče potok čez. Tale veliki del jame so pa tudi uporabljali za shranjevanje piva v času druge svetovne vojne. Potem po letu 1972 pa so začeli tole našo jamo pripravljati za prve obiskovalce. Lahko vam pa tudi povem, da v naši jami prebiva potočni rak, imamo navadnega potočnega raka, netopirje, avtohtone netopirje, velike oziroma male podkonjake, pa tudi kakšni polžki, pajki bi se tudi našli. Upam, da vas ni strah kakšnih takih majhnih živalic. Ne. Kaj pa kakšne rastlinske vrste? Rastlinske vrste se pa večinoma razraščajo ob lučeh, tamle zeleno vidimo alge, pa mah, tamle modrikasto so pa tudi lišaji. Ja? Zdaj vas bom pa jaz povabil naprej, vas bom vprašal, če boste kakšne zanimive podobe videli na kapnikih, ki jih je izdolbla voda. Zmenjeno. Suzana, zdaj se pa midva nahajava v največji kapniški dvorani in tukaj mi tudi zelo radi pokažemo našo znamenito žabo. In tamle vzgori, nad žabo imamo pa tudi eno hobotnico ali pa kakšen velik ligen. Tamle v spodi se pa tudi razprostira netopir. Zdaj bova šla pa iz mokrega dela jame po stopnicah gor v suhi del jame. Dobro, odlično. No, tu se pa zdaj midva nahajava v kapniški dvorani, torej suhi kapniški dvorani, ki je bila tudi ustvarjena 3 milijone let nazaj. Prva je bila ustvarjena tam v vodnem delu, kjer sva prej bila, pa je potem peklenščica izdolbla ta vodni del. Tu se pa zdaj nahajava pri naših ponvicah in tukaj lahko, če pogledava kapnike, lahko vidimo tudi kar neke različne kapniške strukture. Tamle v zadaj pa naju spominja ta kapniška struktura na cerkvene orgle. No, zdaj se pa tu nahajava še pred našim stalagmatom, špico naše jame. In stalagmat je pa sestavljen iz stalaktita tule na vrhu, pa stalagnita tule spodi. Naši geologi pa ugotavljajo, da naj bi se ta dva kapnika združila do nekje 300 000 let nazaj, ker tule še zmeri vidimo, da gre svetloba čez spoj. Ja. Zdaj pa bova šla midva tule po stopnicah gor, čez umetno narejen rov, čez sifon, pa kakor mi rečemo, gremo zdaj iz pekla v nebesa. Lepeva, ja, malo proti nebesom še. Takole, Suzana, uspelo nam je priti iz pekla v nebesa. Odlično. Jaz imam pa en namig za vas, da vi greste pa zdaj kar naprej proti fontani piva v Žalcu. Tako. Se pravi, ste mi malo olajšali zadevo, super, ne rabim nič iskati, odlično. Jaz se vam zahvaljujem. Najlepša hvala za obisk. Hvala, se vidimo še kdaj. Srečno. Enako. Čau. Pozdravljeni. Živjo. Živjo. Sem vesel, da je tu taka znana novinarka našla pot v našo občino, pa ne nazadnje, da je našla fontana. Fontana je na Ž, ampak zdaj zelo prepoznavna. Lepo. No, naj vam povem, da sem tudi sama zelo navdušena nad vašo občino. Spoznala sem zelo veliko novega in vesela sem predvsem, da sem končno prišla do te pivske fontane, o kateri komaj čakam, da mi poveste kaj več.
Ja, potem pa rabiš kozarec, jaz ti ga kar dam, izvoli. Hvala lepa, zelo prijazno. Zanimivo. Ja. Se mi mogoče pridružite tudi vi, da vsaj nazdraviva? Z veseljem. Čim, gospod župan? Na zdravje. Kaj bi rekla? Zanimiv okus. Ni tak preveč težak. Ne, to je lager pivo, to je naše hišno kukec pivo. Oče slovenskega hmeljarstva, pivovarska pravzaprav je Simon Kukec. In že leta 1901 so Žalčani svoje pivovarne pošiljali po svetu pivo, dobili priznanje v Indiju, Egiptu, vse povsod. Že od takrat imamo bogato tradicijo, že takrat se je dobro pivo pilo, mi smo pa to malo nadgradili zdaj in smo ponosni na to našo dediščino. Ja, seveda. Koliko je vrst piva tle? Koliko jih imate? 6 točilnih naprav, 6 pip imamo, kot že rečeno, vsako leto je to naše hišno kukec pivo, potem je ambasadorjeva pipa, kjer si izbere vsakoletno ambasador pivo po njegovih željih, po njegovem priporočilu in potem je celo leto tudi to pivo na fontani, na vseh 4 ostalih pipah pa menjamo piva na 14 dni, 3 tedne. Interesa je kar veliko. Ti manjši pivovari, mikropivovari pri nas, ker imajo čudovita kvalitetna piva v Sloveniji, se želijo tle pokazati, promovirati. Mi smo zelo veseli, da lahko naši obiskovalci probajo to čudovito pivo, varjeno slovenskim, štajerskim hmeljem. Pa vam povem, a se lahko hvalim? Seveda. Glejte, mi smo 5. največja proizvajalka, Slovenija hmelja na svetu. Več kot polovica ga raste v tej naši dolini, v naši občini in vsak 12. vrček piva ali sod ali flaša vsebuje slovenski kvalitetni štajerski hmelj. Vsak 12. na svetu, po vseh celinah. To je nekaj izjemnega. Tako smo mi ponosni. Je pa seveda, če piješ, moraš nekaj dobrega pojesti. To pa sploh, Tukaj je lepo, tu mora biti eno dobro vzdušje. Res je. Kaj pa, tisti glavni namen fontane je torej, da privabljate ljudi ali? Ja, najprej na začetku smo rekli, da je to en poklon naši kulturni hmeljarski dediščini, pa želja po promociji, da pokažemo, da imamo tle nekaj posebnega, unikatnega, enkratnega, kar mogoče drugje v Sloveniji nimajo. In potem se je rodila ta ideja in v Trnju je zrasla, veliko nasprotovanj, pravzaprav nizkocenoven projekt, ampak zdaj je zelo uspešen. Koliko pa, na primer, cirka ljudi pride sem na leto? Imate kakšne podatke mogoče? Seveda imamo čisto točne podatke. Ne me zdaj spraševati v času korone, poznam tudi te podatke, vendar tudi ti niso slabi. Letos se približujemo številki 30 000 prodanih vrčkov. Vsi, ki pridejo sem, ne popijejo piva. Če pride avtobus, prodamo mogoče 15 vrčkov. Računamo pa, da na en vrček prodan lahko pomnožimo z 3-kratnikom števila obiskovalcev. Se pravi, če smo do zdaj prodali več kot 230 000 vrčkov, se je tu zvrstilo v 4 sezonah približno 800 000 ljudi. To je izjemno število. Tu se nekaj dogaja, kadar je glasba, muzika, okoliške destinacije so bolj polne, bolj obiskane, gostilne, prodajam lokalne turistične proizvode, kulinarične storitve. Super. Kako pa je prišlo do same ideje in kasneje do realizacije mogoče? Ja, najboljše ideje, to dokazuje naša fontana, se rojevajo za šankom v gostilni. To ženske ne veste. Ja, kako ne? Tam leta 2015 je sedel takratni predsednik Zveze turističnih društev občine Žalec, prijatelji tu sredi Žalca in pravijo sredi poletja, če bi zdaj imeli menu, pipo, eno fontano, nekaj,
da bi lahko kot mlekomatci natočili v tej vročini pivo. In potem pride s to idejo k meni, zdela se mi je malo nevsakdanja, malo čudna. Pa sem rekel, dobro, ampak vseeno, bomo mi naredili en tak vabljen natečaj za arhitekturo, pa potem tudi za tehnologijo, pa vidimo, kaj se iz tega izcimi. In na koncu dobre ideje, izbrali smo rešitev za tehnologijo, za ta arhitekturni del in začela se je rojevati ta naša fontana. Takrat ni šlo vse gladko, smo bili na trenutke v situaciji, ko bi končali, pa bi vrgli puško v koruzo, pa nismo. Ampak smo pa zdaj nagrajeni z lepim obiskom, s posnemovalci, zdaj po našem vzoru delajo vinske fontane, po svetu tudi pivske, ampak ideja je pa naša. Nesporno prva fontana piva na svetu, ideja je zrasla v naši občini, v tej dolino, na naših zelnikih. Eno fajn ekipo sem imel. Super. In en tak tim, ki je res kvalitetno delal, smo si razdelili bremena in veliko donatorjev smo pridobili za to fontano s strani fizičnih, pravnih oseb, 60% investicije in na koncu uspelo. Je ostalo to super. Meni se zdi, da si zaslužite, da nazdravimo na vas, zato ker ste zrealizirali tak projekt, tako da na zdravje. Na zdravje na vse vas. S pomočjo vas privabljamo sem turiste, pa moram reči, da nikomu ni žal. In če to ne postaviš na ogled ljudem, obiskovalcem, turistom, pa nisi naredil nič. In jaz sem teh vaših akcij izjemno vesel, ker tudi vi podpirate razvoj turizma v tej naši državi in tudi vam poklon. Še enkrat na zdravje. Hvala lepa, na zdravje. Čin, čin. No, jaz bi vas zdaj prosila, zato ker vas imam lih tukaj, da se pogovoriva še malo o občini sami. Vem, da ste vi pravi naslov in da vi veste največ o njej. Z veseljem stopimo na stran, pa katero rečeva. Mi poveste malo za začetek mogoče kaj o občini sami? Žalec. Žalec je upravno, gospodarsko, kulturno, turistično središče subregije Spodnje Savinjske doline. Poznani smo po proizvodnji hmelja, morda ima kdo lepšo sakralno, naravno, kulturno dediščino, ampak mi imamo pa ta hmelj, na to se pa veže ta bolj turistična promocija, seveda smo pa ob glavni poti, avtocesti Dunaj, Trst in tukaj se razvija zelo gospodarstvo. Nimamo daleč do Ljubljane, do Maribora, dobrih 60 kilometrov in to je prijeten kraj za bivanje. Imamo veliko teh rekreativnih, sprehajalnih poti, kolesarskih poti, zato se število prebivalcev pada ni ustavilo, celo se povečuje, gradijo se stanovanjski bloki, kot sem rekel, živ razcvet gospodarske dejavnosti je na tem območju in menim, da smo med najhitreje rastočimi in prodornimi občinami v Sloveniji. Je pa ne moreš primerjati, kaj je bilo nekoč, pa kaj je danes, ker časi niso primerljivi. Pomembno je, da bo enkrat zanamci rekli, da smo bili vredni časa, v katerem smo živeli, da se takrat ni življenje ustavilo ali pa celo napredovalo. Imamo veliko enih takih turističnih točk, ki jih obiskovalcem, turistom priporočamo. Mi si želimo turistov, ne zgolj obiskovalcev, da bi jih zadržali kakšen dan, dva pri nas in rimska nekropola, jama Pekel, najlepša plezalna stena, čudovita sakralna dediščina, Petrovška bazilika, čudovito vrhovi izjemni, ker vidiš vse hribe naokrog, najvišja stavba, stavba Hmezat, eksport, importa. Veliko stvari, ki so vredne ogleda pri nas. In jaz tudi, če vam povem, mislim, danes vse, kar sem videla, mislim, verjamem vsem tem vašim besedam, čudovite so tako gostilne, pivska fontana, narava, tako da čist se strinjam z vsem, kar ste povedali. Bi vas pa zdaj v bistvu, jaz bi zdaj rabila še en zadnji namig in to je oziroma zlati ključiščem. A imate mogoče vi kakšno idejo, kaj veste? Če kdo ve, kje je zlato, vem jaz, ker ta naša dolina je dolina zelenega zlata. Hmelj je zeleno zlato in zato
vam ti lahko povem, da imam tukaj spodaj en zlati ključ. Smema tole? Pa res, ja. Hvala lepa. Tukaj je zlati ključ. Odlično, hvala. Dajmo zdaj pogledati, kaj zlati ključ pravi. Občina Žalec leži v Spodnje Savinjski dolini. Občinsko središče Žalec je gospodarsko, prometno, trgovsko, upravno in kulturno središče občine in širše okolice. Žalec je bil za mesto razglašen leta 1964. Ob nenehnem gospodarskem razvoju je vedno bolj privlačen in znan tudi po turističnih prireditvah. Predvsem pa ostaja hmeljarsko središče Spodnje Savinjske doline. Upam, da si v teh 3 dneh odkrivanja občine Žalec uživala. Če bi imela čas, bi ti pokazal še druge znamenitosti teh krajev, a upam, da jih obiščeš kdaj tudi sama. Veliko ti še lahko ponudijo. Še zadnje vprašanje dolgujeva gledalcem. Zanima me, kako se imenuje plemenita kovina, ki se je skozi zgodovino uporabljala za kovanje denarja, nakit in druge namene umetnosti. Midva se kmalu spet srečava, bodi lepo do takrat. Evo, zelo lepo. Jaz, gospod župan, se vam zahvaljujem, da ste si verjetno v tem svojem prenatrpanem urniku vzeli čas, prišli z mano sem in celo nazdravili, da sva spila to kvalitetno pivo. Zdrave še enkrat. Ne tarnamo, ne jamramo, iščemo rešitve in tako sproščenega pogovora sem redko kdaj deležen. Jaz sem vas res vesel. Hvala. In imel bi vam še veliko za pokazati. Verjamem, ja. Kadar sem v časovni stiski, povem veliko, pa mogoče premalo. Bo drugič boljše. Šla bomo pogledati še veliko lepih stvari v naši občini. Res, hvala za obisk. Hvala vam. Čin, čin. No, pa sem med svojimi potepanji končno prišla tudi do pivske fontane. Žalec me je navdušil in z veseljem se bom še kdaj vrnila v objem zelenega zlata. Tu ne manjka naravnih lepot, kulinaričnih dobrot in tradicije. Vi, drage gledalke in gledalci, pa ne pozabite poslati nagradnega gesla na našo Facebook stran. Se vidimo kmalu, do takrat pa bodite lepo. Čau, čau!